Gledate Gorenjska poročila na GID TV. Adam je obsežen projekt zgodnjega odkrivanja demence na starejši slovenski populaciji. To je projekt, ki traja 2 meseca po celotni Sloveniji v 6 regijah. Znotraj tega projekta bomo zajeli 450 ljudi in namen je, da dobijo udeleženci, to so starejši nad 60 let, neko objektivno povratno informacijo o svojem kognitivnem stanju, predvsem kar se tiče spomina. Adam ima 3 namene: ozaveščati javnost, izvajati presejalne teste in omogočiti aplikativno znanstveno raziskovalno delo. Cilji projekta so različni. Najpomembnejši je osveščanje javnosti glede zgodnjega odkrivanja demence, ker nekako živimo v predstavi oziroma pod pritiskom nekega mita, da je demenca usvojena posameznikom in v resnici ne more nič narediti. In tukaj zdaj mi razbijamo ta mit, ker se veliko lahko naredi, predvsem lahko zaznamo prve znake in potem načrtujemo naslednje korake. Drugi korak je seveda ta objektivna informacija povratna. Veliko ljudi nima dostopa do strokovnjakov, do zdravnikov in taki testi na terenu lahko ponudijo vse nek prvi korak v to smer. Tretji cilj je pa zajem podatkov EEG-ja, se pravi možganske aktivnosti relativno velikega vzorca, okrog 500 subjektov, s katerimi se bomo potem mi in strokovnjaki igrali in iskali neke indikatorje, ali je možno predvideti demenco, preden se ta pojavi pri posamezniku. Kot omenjeno, tretji steber predstavlja znanstveno raziskovalno delo in še posebej koristi medicinski in raziskovalni srednji. Z raziskavo želijo odkriti nove, predvsem pa cenejše metode zgodnjega odkrivanja demence, ki sicer trenutnih ne bi nadomestile, ampak bi služile kot dodatno orodje za zgodnje presejalno odkrivanje demence. Za zgodnje presejalno odkrivanje demence imajo v zdravstvu trenutno na razpolago tako imenovane presejalne vedenjske teste, to so vprašalniki. Mi bi pa želeli v bodočnosti razviti tudi metode, ki bi temeljile na meritvi možganske aktivnosti z EEG-jem. EEG je namreč naprava, ki meri električno aktivnost možganov in zaznava možgansko valovanje. Meritev poteka tako, da se prostovoljcu na glavo povezne EEG kapo, ki ima v sebi vgrajene senzorje, ki zaznavajo električno aktivnost možganov. Ta meritev je popolnoma neboleča, je neinvazivna, torej v telo prostovoljca na noben način ne posegamo in traja kakšnih 20 minut. Potem, ko poveznemo to kapo na glavo, preiskovancu prikazujemo neke slike na računalniškem zaslonu. Nekatere od teh slik se ponovijo samo enkrat, nekatere od slik se pa ponovijo večkrat. In ravno to je tisti test, ko preverjamo, ali si možgani slike zapomnijo, ali si ne, ali si jih zapomnijo dobro, ali si jih zapomnijo majčkeno slabše. S testi o razlikah v možganski aktivnosti želijo odkriti biomarkerje, ki bodo zdravnikom v prihodnje pomagali pri zgodnjem odkrivanju bolezni. Upokojenci prostovoljci so bili izjemno veseli, da so lahko svojo udeležbo prispevali k tako pomembnemu znanstvenemu razvoju. S kakšnim namenom se boste udeležili testiranja? Zato, da bom sama za sebe vedela, kako je z mano in česa se moram, kaj lahko pričakujem. A vas je česa strah? Vas je strah? Ne. Veselim se, ampak z eno odgovornostjo, da sama sebe grem na to testiranje. Mene je to zelo všeč, ker se mi zdi, da s tem boste prišli do srža tega, da bo mogoče zdravljenje kdaj. Naša ekipa se je podala v laboratorij, kjer smo si lahko raziskavo ogledali od blizu. Trenutno smo pripravili tukaj ta elektrolitski gel, s katerega bomo nanesli pod samo kapo oziroma pod same elektrode. Ta gel omogoča boljšo prevodnost, kar pomeni boljše signale. Pomembno je, da imamo lepe signale, kajti ti nam omogočajo nadaljnjo analizo. Na podlagi tega bodo izločili znake zgodnje demence, kar je pomembno za poznejšo klinično prakso. Udeleženci bodo rezultate prejeli čez 2 meseca.